Najlepša hvala. Hvala za organizacijo današnje novinarske konference in hvala tudi vam, medijem, da našo novinarsko konferenco spremljate. Zdaj, uvodoma dovolite, da najprej povem, da kot infrastrukturni minister smo želeli tak res grozen čas epidemije izkoristiti kot čas, v katerem lahko uspešno zaženemo različna obnovitvena dela in projekte. Zaradi zmanjšanih prometnih tokov lahko bolj nemoteno torej obnavljamo in gradimo ceste in drugo infrastrukturo, prav tako železnice in tudi energetske objekte. Bi pa želel ključno spregovoriti zlasti o nekaterih večjih infrastrukturnih projektih, ki jih pač na Ministrstvu za infrastrukturo vodimo, jih tudi planiramo, ne za naslednje leto, ampak tudi za naše zanamce. Letos imamo prvič v zgodovini Republike Slovenije, prvič v zgodovini na voljo več kot milijardo evrov sredstev, kar približno 200 milijonov evrov več kot lansko leto. In večina tega denarja bo namenjenega za prometno infrastrukturo, največ na področju železnic, in sicer 509 milijonov evrov, za državne ceste pa bo na voljo 289 milijonov evrov. Torej, vlada Republike Slovenije se odločujoče zaveda pomena razvoja zlasti železniške infrastrukture in tega prehoda v skladu z zelenim dogovorom in razogljičenjem v družbi. Prav tako smo na področju črpanja evropskih sredstev v lanskem letu, torej v letu 2020, naredili res velik korak naprej v primerjavi s preteklimi leti. Namreč dosežen je bil najvišji delež črpanja EU sredstev finančne perspektive 2014-2020, glede na načrtovana sredstva, in sicer 90%. Počrpanih je bilo torej 100 milijonov evrov oziroma 101,4 milijona evrov sredstev od vseh 112 načrtovanih. Torej, samo na področju evropske kohezijske politike je ta delež znašal kar 93%, kar je največ v zgodovini. In v letu 2021 se bo trend črpanja EU sredstev še dodatno stopnjeval. Načrtujemo kar dvakrat višjo realizacijo EU sredstev oziroma v višini 217 milijonov evrov. Tukaj resnično planiramo veliko vložka, kar 4-krat več v energetsko obnovo stavb. S tem odpravljamo tudi energetsko revščino. Veliko namenjamo tudi, kot smo že dejali, železnicam in tudi obnovi cest. Vlaganja na področju energetike in prometa so bistvene torej za uspešnost in vitalnost slovenskega gospodarstva in tudi za blaginjo ljudi. Razvoj železniškega prometa v naši državi je v zadnjih 20 letih res, me žalosti, ampak res je močno zaostajal za razvojem na primer železniškega prometa v drugih evropskih državah. In moja vizija je vizija za Slovenijo priložnosti, da skupaj gradimo Slovenijo. In če bomo v prihodnosti želeli, da se bodo ljudje pogosteje odločali za vlak namesto za avtomobil, in če bomo želeli v še večji meri preusmeriti tovor cestnega prometa na železniški promet, potem bo pač v naslednjih letih, tudi desetletjih, nujno, da obnovimo dotrajano železniško infrastrukturo in da, pozor, dogradimo tudi novo železniško infrastrukturo. Saj pač obstoječe proge ne ustrezajo zahtevam za hitro, učinkovito in tudi ne cenovno ugodno vožnjo z vlakom. Zato na ministrstvu vlagamo res velike napore v tako kratkoročne kot tudi dolgoročne rešitve, ki bodo naredile železniški promet konkurenčnejši in v dobro kakovostnejšega življenja državljank in državljanov ter tudi hitrejšega razvoja slovenskega gospodarstva. Še ena pomembna stvar, javne naložbe zagotovo spodbujajo tudi potem zasebne naložbe in zato spodbujamo potrošnjo zlasti v gradbenem sektorju, ki vključuje vse dejavnosti povezane torej z gradbenimi projekti. Pomembna novica pred 14 dnevi je bila,
katere sem se zelo zaveselil, je, da ima Slovenija v medletnem obdobju kar 15,4% rast gradbeništva, kar je največji delež v Evropski uniji. To kaže na to našo vizijo, na način vlaganja in v bistvu zavedajoč se multiplikativnih učinkov, ki jih gradbeništvo ima na vse ostale panoge in ostale sektore. Tudi zaradi tega po vsej verjetnosti to krizo, v kateri smo se znašli, ki je tudi ekonomska, z velikim optimizmom gremo čez njo. Zdaj, na področju železniškega prometa je v letošnjem letu tako med drugim predviden, če grem bolj podrobno, zaključek nadgradnje železniške proge Zidani Most-Celje in nadgradnje železniškega predora Karavanke. Nadaljevali pa bomo tudi z nadgradnjo železniške proge Maribor-Šentilj, nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice na odseku Podnart-Lesce-Bled in Kranj-Podnart. Veste, da ta gorenjska železniška proga je sedaj v mirovanju oziroma tam promet ne poteka zaradi mednarodne zapore železniškega predora Karavanke in ta čas zapore smo izkoristili za temeljito obnovo železniške povezave Kranj-Jesenice. Ne le na odsekih, kjer je bilo že v preteklosti planirano, pravkar zaključujemo tudi objavo razpisa, in sicer za zadnji del od Lesce-Bled pa do Jesenic. In s tem bomo imeli mi gorenjsko železniško povezavo od Kranja pa do Jesenic, vključujoč predor Karavanke, popolnoma prenovljeno, dograjeno in tudi možnost bo v prihodnje, da bodo vlaki dosegali zlasti višje hitrosti, da se bo prej prišlo iz točke A na točko B, pa tudi teže vlakov bodo lahko bile večje. Ne. Vesel sem tudi, da bomo pa končno začeli eno drugo stvar, in sicer nadgradnjo vozlišča Pragersko. Ne. Imamo izvajalca del izbranega že več kot leto dni, leto in pol, pa še kar zaradi vseh okoljevarstvenih zahtev nimamo začetka gradnje. To je zelo velik projekt, sofinanciran v višini 40 milijonov evrov tudi z evropskimi sredstvi, in pomeni veliko dodano vrednost. V letošnjem letu zaključujemo še z enim razpisom, in sicer železniška postaja Grosuplje. Bo popolnoma prenovljena, razpis je okrog 15 milijonov evrov. To bo velika dodana vrednost, zlasti zaradi tega, ker Grosuplje postajajo veliko vozlišče zaradi vzpostavitve železniške povezave Kočevje-Grosuplje. In letos bomo začeli tudi z gradnjo postajališča oziroma postaje Domžale ter nadgradnjo medpostajnih odsekov Ljubljana, Brezovica in Rakek. Obnovili bomo tudi železniško povezavo Tivača-Ljubljana. S tem, ko delamo drugi tir, bomo začeli delati drugi tir, to je mnogo premalo. Ne? Mnogo premalo za zasledovanje učinkovitosti in tudi varnosti. In razpis je tudi tik pred objavo oziroma tik pred zaključkom na odseku Brezovica-Ljubljana. Tam se bo obnovila tudi postaja Tivoli, podhod se bo dogradil, naredil in tako naprej. Zlasti bo tukaj izboljšana varnost, ter zgrajene bojo tudi protihrupne ograje. Ter v letošnjem letu bomo objavili tudi razpis od Borovnice pa do Brezovice, vključujoč tudi novo postajo pri Vnarnih Goricah, ne, ki jo do sedaj ljudje nimajo, in verjamem, da se bojo potem ljudje iz teh krajev lažje odločili za vožnjo z vlakom, ne pa z avtomobilom, kajti bo to bolj ugodno in tudi časovno boljše kot pa z avtomobilom in vsakodnevno stanje v gneči. Na ministrstvu torej imamo zelo jasno vizijo in predstavo o tem, kakšno železniško infrastrukturo, kakšno železnico si kot družba želimo v prihodnosti, ambiciozno in hkrati dovolj realno vizijo, ki jo bo pač možno uresničiti v postavljenem časovnem okvirju. Zato smo skupaj z široko ekipo, tudi DRSI-ja in tako naprej, pripravili vizijo razvoja slovenskega železniškega omrežja 2050+, ki bomo tudi v kratkem po javni objavi in medresorskem usklajevanju obravnavali tudi na seji Vlade Republike Slovenije.
Slovenija mora biti torej dobro povezana, predvsem med nacionalnimi in regionalnimi središči. Železniški promet torej mora biti konkurenčen osebnemu prometu in mora zagotavljati tudi ustrezno frekvenco, predvsem v konicah. In to je tista prioriteta, da se bodo ljudje v službo v Ljubljano, v Maribor vozili z vlakom, ne pa več z osebnimi avtomobili. In torej, če želimo v prihodnosti narediti večje korake naprej na področju zmanjševanja vplivov na okolje, razvoja trajnostne mobilnosti, konkurenčnejših potovalnih časov in prevozne zmogljivosti, bo pač potrebno usklajeno načrtovanje na področjih urejanja prostora in tudi razvoja prometa. Usklajeno in učinkovito delovanje vseh teh deležnikov ter spremembe in dopolnitve, tukaj tudi pravnih predpisov, so pač potrebne. Zdaj, vkolikor bomo torej želeli slediti tem trendom in slediti tej strategiji, ki smo jo pripravili, bo potrebno narediti naslednje, in sicer poenostaviti umeščanje železniške infrastrukture v prostor, zlasti regionalnih prog, kot so na primer regionalne proge, ki smo že dali pobudo za umeščanje, in sicer regionalna proga Ljubljana-Ivančna Gorica, dvotirnost, Ljubljana, Kamnik, tudi tukaj govorimo o dvotirnosti, in potem tudi Ljubljana-Kranj. Naj povem, da časi umeščanja, na primer Ljubljana-Domžale-Kamnik, je predvidena umeščanje kar 5 let, Ljubljana-Kranj 12 let. Torej, mi bomo zamudili vse priložnosti, da naredimo ta prehod v skladu z zelenim dogovorom, vse priložnosti, da končno okrepimo železniško infrastrukturo, če bomo v bistvu lahko dobili neko dvotirnost proti Kranju čez približno 15-16 let. To bo eden izmed ključnih sklepov pri tej strategiji tudi to, da ministrstvo pripravi interventni zakon, ki bo pomenil lažje in hitrejše umeščanje najprej regionalne železniške infrastrukture, torej v prostor. In ta interventni zakon, takoj ko sprejmemo to strategijo, ga bo ministrstvo tudi v sodelovanju z drugimi resorji tudi pripravilo. Glejte, to je tudi ena izmed točk koalicijske pogodbe, torej lažje umeščanje objektov v prostor in nenazadnje tudi prva točka koalicijske pogodbe, ko govorimo o debirokratizaciji, je pač visoko na lestvici vrednot tako Nove Slovenije, kot tudi Vlade Republike Slovenije. In ta interventni zakon bo zasledoval ravno to. Če želimo torej priti do teh infrastrukturnih projektov, jaz verjamem, da denar pri vsem denarju, ki je na voljo iz kohezijskih sredstev, tudi drugih skladov in tako naprej, ni težava in tudi v preteklosti ni bil težava, ampak je bil kvečjemu izgovor tistih, ki niso imeli vizije. Torej, denar verjamem, da ga lahko zagotovimo, problem pa je naša birokracija in vse druge, kar je češ prioriteta, v bistvu pa ni. In potem projekti žal stojijo. In eden izmed teh ciljev, ki jih imamo v tej strategiji, je tudi povezava Ljubljana-Maribor, zlasti ta prvi del Ljubljana-Celje, ki je zelo konkurenčen in ki bi lahko zelo hitro imeli vzpostavljeno hitro železniško povezavo. Trenutno potekajo aktivnosti za naročilo izdelave strokovnih podlag za to hitro povezavo. Cilj je 55 minut Ljubljana-Maribor. In ob tem, da imamo mi novo povezavo, jaz verjamem, da to mogoče, bo ta čas tudi zagotovo konkurenčen temu, da se bodo ljudje odločili, da grejo z vlakom, ne pa z avtomobilom. In potem bomo imeli vsakodnevnih pritiskov na Ljubljano ali pa na Maribor in konic mnogo manj, kot jih imamo zdaj. Torej cilj je, da bo potovalni čas Ljubljana-Maribor 55 minut, manj kot uro, kar je konkurenčno. In v letošnjem letu se bo torej pristopilo k izdelavi strokovnih podlag, potem pa začnemo z umeščanjem v prostor. In jaz tudi upam, da bi ta interventni zakon zajel umeščanje v prostor tudi te povezave. Zlasti te prvega dela, ki je prioriteta, to pa Ljubljana-Celje, kjer prihaja do največjih ovinkov preko Zidanega mostu in tako naprej. Glede na to, da je ta proga bila postavljena več kot 100 let nazaj in da so bila takrat neke druge prioritete postavljene, moramo sedaj razmišljati dolgoročno naprej. To ne delamo za ta mandat, ne za drugi mandat, ampak delamo za vizijo
2050 za naše zanamce. In če ne zdaj, potem te povezave ne bomo naredili nikoli. Sedaj imamo priložnost, ko celotna Evropa, svet stremi k trajni mobilnosti. In k temu, da so potovalni časi s trajno mobilnostjo, z vlaki, zlasti z vlaki, konkurenčnejši. Torej, to ni nedosegljiv cilj. To je realen cilj in če so sposobni v tujini to narediti, potem verjamem, da smo sposobni tudi v Sloveniji. Še ena stvar, ki vas bo zanimala 2TDK. Po mojih podatkih aprila meseca se bi lahko po vseh dolgih postopkih, ki jih imamo v Sloveniji z javnim naročanjem, zaključil javni razpis oziroma javno naročilo za dela tako prvi in drugi sklop, torej dela na celotnem projektu in potem podpis pogodbe, začetek del pa v mesecu maju. Torej, če ne bo več dodatnih pritožb na javno naročilo, potem aprila podpis pogodbe, maja lahko začnemo z glavnimi deli. Ne pa povem, da je to še ena izmed točk koalicijske pogodbe poenostavitev javnega naročila, to spada javnega naročanja, to sicer spada pod drugi resor, ampak zame je nezaslišano, da javno naročilo za drugi tir poteka v bistvu že več kot leto dni. In da bo še potekal, glede na pritožbe, ki so zdaj v teku. Bi pa tukaj rad pohvalil ekipo na 2TDK-ju, ki te postopke vodi učinkovito in po zdaj znanih podatkih tudi transparentno. Pa tudi želim pa si čim hitrejših odločitev, da potem končno pridemo do same gradnje. Torej, daj bomo gradili neodvisno, ne od ministrstva, ne od 2TDK-ja, ampak zlasti od zbirokratiziranih postopkov, kar je pač žalostno. Še glede tretje razvojne osi, ki je prioriteta. Pripravljeno imamo resolucijo, da naredimo Belokranjski Y, oziroma da tudi po predoru Gorjanci, ki je sedaj v fazi raziskav za projektiranje, da damo Darsu vodenje te investicije tudi od predora Maline proti Črnomlju in proti Metliki. S tem bo tretja razvojna os v celoti predana Darsu kot glavnemu investitorju. Ta resolucija bo potem potrjena tudi v Državnem zboru Republike Slovenije in končno bo Bela krajina bila bolj povezana z osrednjim delom Slovenije, kar je torej ključnega pomena in bo imela, kar pravi tudi tretja razvojna os, torej večje možnosti razvoja. Severni del tretje razvojne osi, dela na Gaberkah, potekajo zelo hitro in učinkovito. Pa povem, da ima Dars pripravljen oziroma že v drugi fazi razpisa za Jenino odsek. To bo simbolično prvi del na Koroškem. Gaberke veste, da je Šaleška, Jenina bo prva lopata, torej simbolično na Koroškem delu in tudi v letošnjem letu, kot kaže, odsek Škale. Se pravi, z aktivnosti tretje razvojne osi potekajo nemoteno in zelo hitro. Torej, Koroško in Belo krajino moramo povezati z osrednjim delom Slovenije in jim dati možnost razvoja. Jaz sem pa na voljo za vaše vprašanja, torej vsem. Da se vključim novinarke, izvolite, ker dvigante obratom, če bo kdo, pa bomo Zoja Črnilec, izvolite. Ja, sami se slišimo? Vse. Gospod minister, tri vprašanja bi imela za vas. In sicer najprej lahko prosim komentirate poravnavo HSE in General Electric glede Teša 6. Zanima, če je politični vrh s tem seznanjen. Za kolikšno poravnavo gre, ste dali soglasje k tej poravnavi? Druga stvar je, prosim za komentar na očitke Darsu glede prirejanja razpisa, ki oddaji posla z vinjetami, češ da je bil razpis prirejen pred Skajdovu. In pa še tretje politično vprašanje. Zdaj, predsednik vaše stranke je včeraj govoril o rekonstrukciji vlade, lahko kaj več poveste o tem, kako je na vsej pričakujete resor ministrstva za zdravje in kako je z vašimi tremi kandidati. Hvala. Ok, najlepša hvala za vprašanje. Kar se tiče postopkov, ki jih vodi HSE,
pač interne narave in tega ne bom komentiral. Zato, ker je to korektno do samega postopka. Vemo, da postopek je, ampak gre za zaupno stvar. Ne? In ko bo to čas, da javnost dodatno izve, takrat bom spregovoril. Seveda pa mora biti in bo s temi postopki ustrezno tudi vlada seznanjena. Ne? Ampak naj se najprej zaključijo, so pa za interne narave, zaradi tega pač ne smemo o tem govoriti, in ker so interne narave, tudi sam ne vem dodatnih okoliščin. To pač vodi družba HSE, ki sledi korporativnemu upravljanju in ni minister tisti, ki direktno ima vpliv na HSE, ampak osebno imam načela korporativnega upravljanja zelo razdeljena in je SDH tisti, ki pač imenuje nadzorni svet, ne pa minister, kot je to v primerih nekaterih drugih energetskih družb. Ne. Si pa želim v tem primeru zlasti to, da dosežemo ključne cilje, ki so bili zadani leta 2016. Kar se tiče drugega vprašanja, SkyToll, razpis DARS, pa vse ostali postopki. Razpis vodi DARS, ne ministrstvo, to je prva stvar. Druga stvar, pa popolnoma zaupam upravi DARS-a, da je tukaj vodila postopke transparentno in tudi vsi dozdajšnji odgovori uprave DARS-a so šli v to smer, da se vodi postopke transparentno in so se vodili transparentno, to sem prepričan. In tretja stvar, na to temo je sklicana tudi seja Komisije za nadzor javnih financ oziroma ena izmed parlamentarnih strank to obljublja in pa pač to, kad bilo malce, kot kaže, obratno, ne? Kot kaže, morali po mojem vedenju pripravljalci te seje odgovoriti na vprašanje, zakaj bi bil izbran nekdo, ki je za 17 milijonov evrov dražji od te ponudbe, ali pa nekdo, ki pač po mojih podatkih ni imel zadostih pogojev za vzpostavitev tega sistema. In ne nazadnje, če pač se ugotovi, da so bili postopki vodeni netransparentno in če ima kateri izmed ponudnikov, ki strani uprave DARS-a oziroma nadzornega sveta ni bil izbran, karkoli, potem imamo v Sloveniji za to pristojne institucije. Ne nazadnje tudi Državno revizijsko komisijo. Jaz itak verjamem, da na koncu bo Državna revizijska komisija imela te odločitve na mizi in ustaljene prakse. Torej, sam upam in si želim to, da prihaja do teh odločitev v primeru tega javnega naročila čim hitreje, zaradi tega, da ne bomo zamudili zaradi naše birokracije rokov, ne, ki so pač potrebni, ampak po zagotovilih, ki jih mi daje DARS, ne, smo sedaj v tem časovnem okvirju še vedno brez težav in kljub temu, da lahko pride do zapletov in dodatnih odločitev, bodi si na DKOM ali na DARS-u, je še vedno smo znotraj časovnega okvirja, da bo s 1.12. bil vzpostavljen nov vinjetni sistem. Glede vseh ostalih vezanih trgovin, člankov, ki jih objavljajo mediji o tem, ne, to je brez veze komentirati, zaradi tega, ker tega ni. In izbran je bil pač ponudnik, ki je najcenejši in, kot zagotavlja tudi javno DARS, ima zato vse reference. Če pa temu ni tako, pač temu ne bo tako in bo Državna revizijska komisija odločila drugače. Ne? Ampak moje zaupanje v upravo DARS-a tukaj je. Tretje vprašanje se pa tiče rekonstrukcija vlade. V Novi Sloveniji imamo na razpolago za vse resorje primerne kadre in nam ni težko prevzeti nobene odgovornosti. Jaz mislim, da tudi v tem mandatu do sedaj, v 11 mesecih smo dokazali, da je Nova Slovenija tista stranka, ki dejansko zasluži priložnost glede na delo nas treh. Delamo res trdo, imamo pa polno energije, da lahko grizemo in delamo ne samo skozi ta mandat, ampak tudi v naslednjem mandatu. Zakaj pa ne v še močnejši postavi? Če ne v tem mandatu, pa verjamem, da bomo močnejši postavi v še naslednjem mandatu. Kar se pa tiče našega dela znotraj te vladne koalicije Nova Slovenija, pač trden člen te vladne koalicije, kajti alternative ta trenutek ni.
Če pa želimo iti na predčasne volitve, v redu, mi se predčasnih volitev drugače ne bojimo, kajti vemo, da dosežemo lahko lep rezultat, ampak bojo pač se zgodile za čas volilne kampanje zamujene priložnosti zlasti za omejevanje posledic epidemije pri pripravi izhodne strategije. Pred nami pa je pomembno predsedovanje in s tem tudi pomembno to, kaj vpliva na ugled Slovenije.